ker bi jaz vedel reče kaj več o tem, je v našem studiu. Vid voditelj na Radiu Robin. No, lahko rečem najpogostejši gost tega šova. Danes si že četrti z nami. Pa še vedno brez naziva VIP voditelj. Danes ga bom dobil, lej. Danes, evo si ga že. Odlično. Evo, sem pa slišal, da si kot gimnazijec v šolo se pripelju z BMW-jem, profesor matematike, pozdravim tebe, parkiral Fičkota. Kje si pa to zvedel? Torej si opozoril nase že kot dijak. Glej, ko sem napravil izpit, takrat, potem je, pri nas smo imeli pač doma BMW-ja, ampak veš, kaj je bilo v tistih časih BMW, kot da bi se prepeljal s helikopterjem pred gimnazijo. In jaz sem parkiral, on prije zraven z rdečim Fičkotom, tistim, ki se odpirajo vrata še naprej, ne nas. Ja. In sem rekel, zdaj bo huda. In je bila. A je bila huda. Evo, nosi pa tudi dobrodelen. V sklopu fundacije Beli golob si obiskal tudi kar 3 papeže, pa Dalaj Lamo in podaril tudi posebnega dečka miru. Kako ti je uspelo priti do takih visokih, pomembnih, vplivnih osebnosti? Do prvega je bilo najtežje, takrat, ko še niso vedeli, kaj ta fundacija Beli golob je. In je trajalo kar 2-3 leta in potem se je pa zgodil ta obisk, no in potem je bilo nekako lažje, ko sem prvega papeža obiskal. To je bil Janez Pavel II, verjetno? Kako pa zgleda zdaj srečanje? Ti priješ do papeža in kaj mu rečeš? Dobar dan. Dobar dan, okej, on reče čau, senjori in pol kaj? Kako se to? Ne, on že ve. On že ve vse, zakaj se gre? On že ve, ker normalno, zaradi tega pa pošleš to predstavitev in ve, kdo pride do njega, zakaj pride do njega in tako naprej. Pa jaz recimo izpostavil, sodeloval si tudi z Mišo Molk. Odjadrala Jaz nisem vedel, da je ona napisala celo besedilo komada Poljub. Kako je bilo sodelovati z Mišo? Miša je takrat vodila Križ Kraš in jaz sem bil enkrat pri njej doma in tam imam kupen besedil in sva zbrskala ven tale Poljub, mi je bil najbolj všeč. Napisal sem skladbo, prišla je v studio, v Tivoli, odspela in je rekla, jaz hočem biti Amanda Lear, moram malo globoko. Ja. No, ampak zdaj bomo preverili še pri Miši. Miša, kako je bilo sodelovati z Džanijem? Prijateljevala sva od nekdaj, ko so se srečala, ko so se spoznala. Velikokrat tudi šla privatno na kakšno kavo, peljal me je tudi na kakšno prireditev včasih, tako da sodelovanje je bilo zelo prijetno. Ja, kaj pa recimo vaju je oziroma vaju še vedno povezuje z Džanijem? Kaj pa vem, kakšna povezava z tem primorskim temperamentom. Skratka, blizu sva si bila, obiskala me je večkrat, pri meni doma sva veliko se pogovarjala. Kar teklo je. Ja, kar teklo, Džani. Ja. Zdaj boš imel malo 11-letno sogovornico, ki rada zasliši naše vipovce. Lea se kliče in dejmo slišati, kaj te sprašuje. Živjo, Džani, zakaj se vam reče Beli golob? Dobro vprašanje. Ja, evo, to je bilo ta prvo. To se je nekako prijela ta fundacija, in čim je Džani, Beli golob in tako naprej, in potem eni reče, Beli golob je prišel in tako naprej. Veš, tako da, evo, zelo preprosto, zaradi fundacije Beli golob. No, naš predsednik vlade je pa kaj, sivi golob? Ja. Tako, ne, če ga pogledaš. Pazi, zdaj smo se zadnjič rešili 3 golobi, pazi to. Martin Golob, župnik, Pol Golob, predsednik vlade, in so rekli, zdaj je prišel še Beli golob. Evo, Džani, če greva malo v tvojo zgodovino, glasbeno, bil si član del ekipe Big Bena, kdo vse je bil del tega? Bilo jih je ogromno. Ogromno, ja. Kdo pa je bil recimo Franko Žbogar? Franko Žbogar je bil naš tehnični... Tehnik vodja in pa Egon Vodopivec. To je bila tehnična ekipa, ki je vedno skrbela zraven, skratka, ki so poskrbeli vse, da smo mi štimali na odru. Da ste štimali. In ker bi jaz vedel reče kaj več o tem, je Franko Žbogar v našem studiu. Živjo, Franko! Tole, kar dolg objem. Živjo. Evo, kar izvolite. Koliko časa se že poznate z Džanijem, Franko? Kakšnih pol stoletja. Pol stoletja. Zdaj si nas postavil. Koliko sta stara. Kako je bilo recimo biti tonski mojster njegovemu bendu? Ja, trudili smo se pač z tisto minimalno tehniko narediti maksimalno. Sem mislil, da bo rekel minimalno plačo. Ne veš, kaj moram nekaj povedati, ne? Pazi, da smo švercali, ne?
Je res. Kaj ste švercali? Ja, zvočnike in vse živo. Vse to, in kitare in ne vem, kaj se pri nas ni bilo skoraj. Meni, da ste pa vi fantom izdelovali stojala za note. Ja, tudi to je bilo ena izmed zgodb. In tako da smo tisto, kar se je dalo prišparati, probali sami narediti, dobiti. In sem se prijavil za nadurno delo, vratarju dal 2 litra vina, da je bil tiho in sem tam izdeloval na mesto tega stojala za kitare. Ko takrat zaposlen enem že zdavno propadlem kovinskem podjetju, upam, da ne zaradi tega. VIP voditelj vsako sredo popoldan na Radiu Robin.